Lep dober dan vsem skupaj na letošnjem prvem pohodu po bizeljskih pešpoteh, in sicer odpravili se bomo do Repnic. Letošnji pohod je v bistvu 20. ampak vmes dvakrat ni bil, enkrat zaradi slabega vremena in pa leta 2020 zaradi korone. Tako da 18-krat se bomo podali na to pot k Repnicam. Sej večina verjetno pozna to pot, v bistvu nekje 5 kilometrov je dolžina te poti, to je lahka pot, ni zahtevna. V bistvu štartamo tukaj pri Vili Istenič v Stari vasi in bi tudi med nami pozdravila lepo gospoda Janeza Isteniča. Je bil tudi dolgoletni predsednik Turističnega društva Bizeljsko in je tudi društvo in pa samo Bizeljsko z svojim pridnim delom in svojimi odličnimi peninami postavil na zemljevid sveta, v bistvu lahko rečem. Se pravi, v poti se bomo tudi ustavili tle gor na enem hribu, kjer mogoče malo več povedala še o drugi strani, čez Sotlo. V bistvu naš cilj je Brezovica, oziroma potem na koncu bomo imeli jurjevanje v gozdičku, ki mu domačini pravimo Parkljevec. Super. Zdaj tle gor se pač je ena taka fajn razgledna točka, tako bi rekla, kjer se vidijo Brežice, Kapele, na levi strani Hrvaška, tamle gor je Sljeme. Vidite? Potem tukaj teče mejna reka Sotla, v bistvu tam tako, ko so polja, pa tam malo naprej, ko so drevesa, se verjetno si predstavljate. Sotla je 9. najdaljša reka v Sloveniji, tudi vsako leto v mesecu avgustu organiziramo pot ob Sotli, sicer lansko leto, oziroma zdaj 2 leti, mislim, da ni bilo, enkrat zaradi korone, lansko leto pa zaradi ujme, ki je bila v juliju na Bizeljskem in se podrla drevesa, tako da je bila pot neprehodna in v tistem kratkem času nismo mogli urediti, da bi bilo pač stekel pohod.
Ja, to je duh. Ja. Da sem dobro z desnega profila. Dobro, lahko bi bila malo več osončana, to je res. Ja, pesnika. Ja. Ja ne vem, zdaj kot vsak. Ja, tam pa je oni enkrat nastopili. Počasi so me zamudili. Evo, zdaj smo prišli v vas Brezovica. Tle imajo pač 4 repnice dan odprtih vrat in sicer tukaj je Kovačičeva, še Koranjetova, Kelharjeva je tukaj dol malo naprej in pa tle je Najgarjeva. Tako da kamorkoli želite, pač lahko greste, imamo pa časa 1 uro, tako da lahko vse 4 si pogledate, v vsaki vas bo tudi nekaj počakalo. Repnice v kremenčev pesek skopane jame, ki so nekako nastale pred 200 leti in jih je bilo na Bizelskem takrat okrog 150. Zdaj jih je nekje okrog 30, prvotni namen tega je bil, da se je nekje so tudi stanovali notri, večina so pa hranili pač svoje pridelke in tudi po moje največ repe, zato pa so pa dobile ime te jame, v bistvu, da so repnice, ne. Zdravo. Dobar dan. Zdravo. Bizeljska avtohtona sončna vrata. Zakaj? 12 žarkov, pa od spodaj stopnice. Je par teh pravljic ali pa statementov za utrditev, kaj naj bi to pomenilo. Meni je najljubša una pravljica takih vrat je zmrl nekaj dobrega. Vrata so kopija osnovnih vrat, ki so tukaj od zadaj na starem hramu iz leta 1842. Ti kar pokliči.
Ja, to je vse ročno delano. To je pa kondens. Rovička. Vode, ja. Bomo še lahko. Treba boji. Danes je potekal prvi pohod po bizeljskih pešpoteh, in sicer pod Repnicami. Zbrali smo se pri Vili Istinič v Stari vasi. Pohodnikov je bilo okoli 50 in pa nekaj otrok. Prepešačili smo pot do vasi Brezovica, kjer so znani po repnicah. 4 repnice so imele dan odprtih vrat, in sicer repnica Kelhar, repnica Šekoranja, repnica Najgar in pa repnica Kovačič, katerim se tudi zahvaljujem za pogostitev in dobro vinsko kapljico. Zaključek imamo sedaj v gozdičku Parkljevec, ker obeležujemo tudi Jurjevo, spekli smo jajca in skuhali smo klobase. Napovedujete pa že sedaj novo druženje pri vas na Bizeljskem, in sicer? Tako je, 16. junija bo potekala Vidova pot, in sicer nedaleč tu od tegale gozdička je start poti pri etnografski zbirki Marije Sušnik in se bomo podali na Vidovo pot, in sicer do cerkve Svetega Vida, in lepo vabljeni. Se pa že tudi lahko pove, da vaša nekako najbolj znana pot ob Sotli letos bo? Srčno želimo in upamo, da bo, sicer konec avgusta, zadnja nedelja v avgustu, pot ob Sotli. Trenutno imamo še pot neprehodno zaradi lanskega neurja z točo in pa z dežjem. Bomo se potrudili, kolikor je v naših največjih močeh, da pot očistimo, da bo pot prehodna, in pa tudi želimo si, da bi po več letih izvedli ponovno spust s parnicami.